Lep pozdrav z moje strani. Moje ime je Mateja Reš. Že 13 let pišem za družino in sicer kulinarične kolumno. Vsak teden pišem o pripravi domače in naravne hrane. Ker verjamem v to, da je največ vredno tisto, kar pridelamo sami ali pa kupimo lokalno, s tem tudi podpremo kmeta in druge, ki pridelujejo našo hrano. Današnja tema je Sijaj. Naslov knjige je Sijaj, s prehrano do naravno čudovite kože. S čimer hočemo povedati, da se nekako zdravje začne skozi usta. Da je pomembno to, kar damo vase in to sije potem iz nas. Vsekakor pa hrana ni vse, kar nas dela zdrave in zadovoljne. Našo kožo sije seveda tudi naše počutje. To pomeni, da se moramo vsekakor truditi, da v tem času, ko smo tukaj na tej zemlji, da delamo dobre stvari in to bomo potem tudi sami zadovoljni in to se bo vsekakor odraža na naši koži. Naša koža je odvisna tudi od naše genetike. Ponavadi je tako, da če pogledaš starše, nekako tako se bo tudi v tebi rodil. Predvsem pa, ne glede na to, v kakšni koži smo, moramo biti nekako zadovoljni s tem, kar imamo in delati ta prave korake tudi za izboljšanje, če se temu tako naredi. Danes smo v bistvu zbombardirani od številnih nasvetov, kaj uživati, ampak skupna nit tem pa je, da moramo uživati naravno hrano, s čim manj prehranskimi dopolnili, ki so seveda nujna. Recimo, večino ljudi ima pozimi premalo D-vitamina in je dobro, da v bistvu za kakšna prehranska dopolnila vseeno se pač gremo v trgovino, ostalo pa lahko pridelamo, veliko stvari pa lahko pridelamo tudi sami. Danes jaz ne bom pokazala, kako se delajo kakšne kreme ali pa kakšni losjoni ali pa kakšni pilingi, ampak bom pokazala, kako na moj način skrbim za kožo. Seveda, kolagen z leti upada, če rečemo, da nočemo gub. Tukaj se da na en način pomagati, na drug način se pa treba sprijazniti s tem. Verjemite ali ne, v tej knjigi tudi pišejo, kako koristno je uživanje želatine. Tega zdaj ne naredimo sami. Ja, lahko naredimo sami, če pač skuhamo juho in tisto žolco potem iz sredine, ko si mozak pojemo. V bistvu vam pa hočem povedati to, da brez skrbi uživajte želatino tudi v sladicah, se pravi, da zgoščujete s tem. No, če gremo kar na te stvari, kaj bomo danes pripravili. Dobro je, da jutro začnete ne s kavo, če tudi marsikdo od nas to počne, ampak s tem, da se tudi notranje umijemo. Ne samo stuširamo, počešemo, namažemo s kremo, ampak je zelo zaželjeno, da zjutraj spijemo toplo vodo seveda. Dodamo malo kisa. Malo medu, tudi zato topla voda, da je med bolj topljiv. Zdaj, koliko medu dodati, odvisno, koliko ste da kisa. Več daste kisa, v bistvu bomo naredili ene sorte limonado. Pazite pa pri tem, da uporabite naraven kis. Ker številni kisi, sploh tisti nizkocenovni, so narejeni v bistvu umetno, z nafte. Tako da, ko iščete kise, seveda si ga lahko naredite sami. Naprimer, tale kis sem naredila jaz. Če tudi strokovnjaki pravijo, da se kisa moraš lotevati tako, da je osnova za kis mošt, se pravi sok. Jaz sem pa namočila jabolka, dodala v vodi, dodala malo kvasa in malo sladkorja in v enih 4 tednih se naredi kisla
poteče vrenje in se potem začne kisati in potem po enem mesecu dobi še takle kis. S tem, da okus kisa zori s časom. Takoj, ki je kis mlad, še ni dober, tako kot vino, ali pa tudi žgane pijače, je boljš, da en čas postoji. No, v bistvu lahko popijemo že kar takole, kot je zdaj. Lahko, pa tako kot je pač v knjigi napisano, dodamo še malo kurkume. Če tudi s kurkumo je tako, kurkuma, to je do zdaj poznano najbolj močno sredstvo proti vnetjem v telesu. In če mi uživamo tako hrano, kot jo pač danes uživamo, to je kot multisola zdaj barva. Potem uporablja se tudi za barvilo kurkuma. Potem pojemo veliko omega-6 maščobnih kislin, ki v telesu povzročajo vnetja. In je to lahko problem. In zato je dobro, da v bistvu vnašamo v našo hrano živila, ki so protivnetna. In kurkuma velja v zdaj poznanih živilih kot najmočnejše protivnetno živilo. Zelo pa pomembno, da zraven uživamo, če želimo, da se to res zgodi, da se kurkuma porabi v ta namen, da uživamo tudi neki maščobe in tudi poper. Ker potem šele tako se ekstrahira, bi rekel, ta kurkumin, ta snov, ki zavira vnetja oziroma jih zdravi. Tukaj naj bi dal tudi ingver v prahu, vendar ga jaz v domači kuhinji nisem imela, zato dam kar en konček ingverja. Pa bom tukaj prestregla ta sok. Ja, da imam jaz nastavkam deti in zato ne gre. V redu. Pa bom pa zdaj zamenjala, trenutek. Bo pa ta za nekaj drugega pripravljen. Takole. V bistvu bi tudi skozi tole lahko naredil limonado. Tako. Ja, še mečka ga imam, ali pa bom takole naredila. Malo je treba tudi se znajta, ne? Se bom pa tole vodo čez nalila, da se bo iz stroja pač spral ingver. Tako. Mi smo dobili eno limonado. Najprej bom jaz poskusila, kaj sem pripravila. Če mogoče preveč kisa. V bistvu je kis kisu, ampak v telesu deluje bazično. Dober je. Dosti je močno. In s tem vi lahko začnete dan. Pravzaprav že ta barva v enem sivem meglenem dnevu vam pomaga, da vas nekako zbudi. A bi malo razrešali še? Imamo še? Lahko še malo več damo, da bi se lahko. Ja. Evo. Tako. Pa kar nalijte, pa kdo želi naj poskusi, drugi pač ne. Zelo dobro je v bistvu tudi dan začeti za to, da se dobro nekako umijemo in nahranimo tudi sokovi. Tako da recimo bi lahko za sok uporabili tudi kakšno zelenjavo, ki jo ne porabimo raven tako kot mislimo, oziroma si kaj kupimo, pa potem ne porabimo. Recimo, kakšna taka lebuča bi bila super in potem tudi ostanke porabimo za kakšne, ali za juho, ali za pecivo, ali za kruh, karkoli. Ta lebuča je noter tudi zelo lepa, lepe barve in prav ta barvila
nas delajo tudi, v bistvu ščitijo naše celice pred, bi rekla, rjavenjem, pred oksidacijo, zato se čim več poslužujte v bistvu takih živil, ki imajo dovolj barve. Na krožniku naj bo mavrica. Potrudite se, v bistvu, če ne drugega, če te tudi samo makarone s sirom jedli, da date gor malo origana ali pa malo, mogoče, ne vem, malo korenčka naribanga ali karkoli takega. Tako da, vsekakor, naj bo, če ne druga, en korenček na dan, a ne tako, lahko tudi cel, samo narezen, mladina. A jeste kaj surove zelenjave? Ja? Solato, ja, ampak glejte, treba jesti tudi radiče. A jeste samo tako ledenko, pa take, ta mehke solate? A? Ne, glejte, zaradi tega, ker mi s tem, recimo, ko jemo bolj grenko solato, zdaj po zimi, če si ti sam pridelal, si pridelal radič, pa endivjo, pa tako, kar je pač malo bolj trdo, ampak nekako izboljšamo pa okus, recimo s kuhanim krompirjem, s pečeno bučo ali s čimerkoli, ker na ta način, ko uživamo malo grenka živila, čistimo tudi jetra. Jetra so pa kakor naš dimnik, kakor naša, tisto, kar čisti, recimo tukaj v avtu filtra, ne? In kar jetra ne morajo čistiti, gre nazaj na ledvico in so ledvica obremenjena. Tako da vam res polagam na srce, da uživajte v bistvu čim bolj mavrično, čim bolj pisano zelenjavo, pa seveda sadje, pa fermentirane mlečne izdelke. Med drugim pa lahko fermentiramo ne samo zelje, pa repo, ampak tudi kaj drugega. Zdajle je zelo v trendu kimči. A ste že slišali? Zakaj bi jedli fermentirano zelenjavo? Zaradi tega, ker vsebuje mlečno-kislinske bakterije, ki so hrana za naš organizem, za naše črevo. In pravijo zdravo črevo, zdravo telo. In mi lahko skisamo zelenjavo lažje, kot si mislimo. Zato ne potrebujemo enih velikanskih sodov, ampak je dovolj en takle kozarc od kumarc ali pa od kakšne vložene zelenjave. Če ne drugega, lahko tudi v kakšni plastiki kisamo, ampak plastika mora biti pač za jedila, ne? Vsekakor je pa boljše v steklu, ker tudi kis ne bi smel biti v plastiki, ker kis je pač kis v medi in lahko tudi raztaplja kakšne snovi iz plastike. No, lejte, če se boste lotili repe, rabite pač repo ali zelje ali karkoli boste kisali. Na 1 kilo materijala, na kilo repe, na kilo zelja, rabite 2 ta mali žlički, 20 gramov soli. Lahko je groba, lahko je fina, tukaj ni kaj dosti važen. Če tudi eni navajajo, da mora biti fina, drugi spet, da mora biti groba. Zelo dobro je, da dodate, zato da kisanje steče v pravo smer, da dodate že mlečno-kislinske bakterije, dobite jih pa mogoče iz enega prejšnjega zela, ki ste ga pač mogoče kje kupili ali pa je še v glavno stal, ali pa kupite moj kosan. Moj kosan je pa fermentirana sirotka. In to zelo pomaga, da fermentacija steče hitreje in da je to, kar mi želimo, v bistvu dobra zadeva. Glejte, tole repo smo mi dali kisati prejšnjem četrtek. Tukaj v bistvu pa bi lahko malo jo pripravili tudi, da jo poskusite. Ali pa da samo povohate ali kakorkoli, tako da tukaj jo imate. Jaz bom pa tukaj pripravila zdaj, no še za tole povem, kako sem naredila. Tale zadeva je pa kimči. To je pa v bistvu korejska fermentirana zelenjava. Tudi zato potrebuješ samo zelenjavo, sol, čili, malo ingverja, pa čas, a ne? Pa eno stekleno posodo, jaz imam tole prav posodo za fermentiranje. Ta posoda ima tukajle vrelno veho. Glejte, jaz dam nekaj noter fermentirati, pokrijem
se pravi zaprem najprej, pokrijem in nalijem v ta rob vodo. In med fermentiranjem, zakaj sploh, kakšna čarovnija je, da se iz zelja in soli zgodi kislo zelje. Zakaj se zgodi ta reakcija? Zakaj se ne pokvari? Zaradi tega, ker ima zelje ali pa tudi kakšna druga zelenjava, s tem, da zelje prednjači v tem, ima veliko bakterij, teh mlečno-kislinskih, že na listih, že v tkivu. In te bakterije je dosti sladkorje, se pravi, se da skisati vse, kar ima sladkor, koliko se da v alkohol spraviti vse, kar ima sladkor. In to naribamo. No, in v bistvu zelje, se pravi tukaj noter in mešanica, se pravi kila soli, 20 gramov, ne, kila zelja, 20 gramov soli, noter nabašeš in se začnejo te mlečno-kislinske bakterije prehranjevati s sladkorjem iz zelja. Nastaja voda, ogljikov dioksid, pa kislina. In zato je pač potem to zelje kislo. Znanstveno bi se rekli, da je potekla mlečno-kislinska fermentacija. Ampak, a bi rekli ti, kaj pa danes za južno, vpraša sinka, pride domov z šole, pa rečem jaz, fermentirano zelje, pa direkt krompir, pa klobasa. Malo čudeno, ne? Ki so zele, rečemo po gorenjski. Tako da, zakaj bi pa tlele, recimo jaz rabila vrelno veho? Zaradi tega, ker hočem, da ne vstopajo v tole mojo posodo druge bakterije, kot tiste, ki so že noter, ker vemo, da v zraku je vse polno bakterij in kvasov, in vsega, ne? In zato, da plini lahko izhajajo, vstopati pa ne morejo, je zelo priporočljivo, če pač imate kakšen tak kozarc. Lahko se vi tudi doma znajdete. Če imate kakšen pokrovček, plastičen, noter naredite lukenco, eno slamco date noter ali pa eno tole, plastično ali gumijasto pač cevčico in jo date v posodo z vodo. In v bistvu ti plini grejo lahko samo v vodo najprej, a ne, nazaj pa tu ne bo šlo, no. Tako da, to je dosti preprosta zadeva. No, in v tej knjigi imate tudi fermentirano zelenjavo, ampak z rdečim zeljem, kar je tudi potem zelo lepe barve. Jaz pa rdečega zelja prav čist nič nimam in zato sem se odločila, da pripravim kar z zelenim zeljem. Tako da, zdajle bom jaz, ker nimam druge priprave, da bi naribala, bom pa kar zmlela. Jaz uporabljam polžast sokovnik. Prej ste videli, da sem uporabljala en takle nastavek za sočanje, zdaj imam pa noter nastavek za mletje, ki nima nobene mrežice. Tako. Dobro. In zdaj bom jaz kar zmlela rdečo peso. Glejte, tale rdeča pesa je noter krogasta. To je pač ena sorta rdeče pesa.